Živijo, pozdravljeni v popoldanskih novicah Aeropel Balkans in upajmo, da ste sledili jutranjim in nadaljujemo z novicami, se pravi od 17. Zaključili smo z novicami o tem naftnih in bomo nadaljevali v tem tonu. Bomo videli, če se bomo zjavili še zvečer, če se bom javil še zvečer, me javili. Mogoče bomo imeli debato, ampak ne bi je zdaj rad odpiral, ker mi predstavljamo druge stvari, ampak tole so novice. Evo, energetsko zavezništvo proti, v narekovajih, bruselski diktaturi. Novica gre takole. Medtem ko v Bruslu sanjajo o popolnem embargu na ruske energente do leta 2027, oblasti v Budimpešti in Beogradu prehajajo k oblikovanje enotne energetske pesti. Posel o nakupu izčrpane NIS, se pravi naftne industrije Srbije, strani Madžarske MOL bo sklenjen in to v najkrajšem času zgleda in ne zgolj zamenjavo lastnika. Načrtuje se povezovanje delovanja treh ključnih rafinerij v regiji. Pravi, ena je v Bratislavi, Slovaška, Zasla Lombati, ki je tudi Madžarstvo, in pa Pančevo, ki je v Srbiji. To bo ustvarilo brezprecedenčen sistem energetske varnosti za države brez izhoda na morje. Poleg nakupa delnic strani pripravljata medvladni sporazum o gradnji novega naftovoda za naftne derivate, ki bo rafinerijo MOL v Zasla Lombati povezal z logističnim centrom v Novem Sadu. V nedavnem intervjuju je madžarski zunanji minister Peter Šižarto zavrnil govorice, da MOL namerava zapreti rafinerijo v Pančevu zaradi prevzema trga. Nasprotno, obrat je prepoznan kot strateški objekt. Cilj je ustvariti razmerje glede cen in varnosti dobav, v narekovajih kakršnih regija še ni videla. Posel z MOL ne bo obnovil energetske varnosti Srbije, temveč bo odprl nove možnosti za Srbijo, Madžarsko in Slovaško. Pri krepitvi njihove energetske suverenosti za rusko vodstvo pa možnost ohranitve vpliva prek madžarskih partnerjev. Tako da, to je o tem. Naprej gremo, se pravi, najboljši prijatelji, v narekovajih, koliko stanejo nacionalni interesi. Srbski zunanji minister Marko Đurić je po srečanju s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrotom postregel z novo dozo optimizma. V narekovajih, vstop v EU je prioriteta, reformo bomo podvojili, Francija je naš najboljši prijatelj. Konec narekovajev. Francoski vpliv v Srbiji se danes ne meri z besedami, temveč s konkretnimi pogodbami. Siniša Mali in Jean-Noel Barrot sta podpisala dokumente o prvi fazi gradnje beograjskega metroja. Projekt v vrednosti več milijard evrov je tesno vezan na francoski Alstom. Spomnimo tudi na posel za lovce Rafale v vrednosti skoraj 3 milijarde evrov. Srbsko letalstvo de facto prehaja na francoske standarde. To bi se mislil. Pravi, Srbi s francoskimi letali, se lahko predstavljate, jaz si lahko. Pravi, Francozi nadzorujejo tudi ključne infrastrukturne projekte. Gradno kolektorja Veliko selo v narekovajih, upravljanje letališča Nikola Tesla v Vincih in ter predelavo odpadkov v Vinči, v Suezskem kanalu namreč, tam so ne. Đurić se je Barrotu pritoževal zaradi pritiska v zvezi s Kosovom v narekovajih in težav srbskega prebivalstva v pokrajini. Toda realnost je, da so prav Francozi med avtorji v narekovajih francoskega nemškega načrta, ki de facto vodi k priznanju neodvisne pokrajine. Vodstvo v Parizu obljublja podporo odprtju klasterja 3 v pogajanjih z EU. Za Đurića je to zmaga v narekovajih, za Srbijo pa še en korak stran od lastnih nacionalnih interesov. Njena novica, videli, kako se bo nadaljevala. Najboljši prijatelj v narekovajih. Jaz sem tvoj najboljši prijatelj. Hvala, v narekovajih. Nova faza, evolucija protesta. Študentski protesti v Srbiji prehajajo na novo raven. Ulična mobilizacija se umika jasnim institucionalnim zahtevam. V Novem Sadu je na Trgu Svobode potekal protest, ki ga organizatorji imenujejo Nova faza v narekovajih gibanja. Študenti so predstavili zahteve glede delovanja državnih institucij in odgovornosti uradnikov. Protestniki zahtevajo lustracijo, osebno odgovornost funkcionarjev in prepoved upravljanja javnih funkcij za tiste, ki so zlorabljali v narekovajih oblast. Poudarjajo, da lustracija po narekovajih ni maščevanje, temveč zaščita države pred ponovitvijo zlorab v narekovajih. Slišati je tudi pozive k celovitovem pregledu premoženja državnih funkcionarjev.
Protest v Novem Sadu je le uvod. Naslednji večji shod je že napovedan v Beogradu za 27. januar. To je čez 8 dni. Se pravi, naslednji torek. Evo. Protesti se postopno preoblikujejo iz spontanih akcij v oblikovanje dolgoročne politične agende, kar odraža rastoče povpraševanje po sistemskih spremembah v upravljanju države. In še, kar je bilo od včeraj, evo, nafta bo, je naslov. Rafinerija Pančevo je znova začela delovati. Zdi se, da se energetske krizi v Srbiji bliža koncu. Nafta znova teče po ceveh, toda nadzor nad procesom ni več v Beogradu. Srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović-Handanović je slovesno sporočila, da je rafinerija Pančevo po dvomesečnem zastoju zaradi ameriških sankcij ponovno začela delovati. Eurodizel naj bi bil na voljo na bencinskih servisih do 27. januarja. Ponovni zagon je bil mogoč le zaradi začasne licence ameriškega urada OFAC. Z drugimi besedami, ameriški uradniki so Srbom milostno dovolili proizvodnjo omejene količine goriva za lastne potrebe. V Beogradu to predstavljajo kot triumf osebne diplomacije Vučića. V resnici pa gre za začasno koncesijo ZDA. Licenca velja na tanko toliko časa, kolikor je potrebno za zaključek prodaje kontrolnega paketa mađarski MOL. Oblasti ZDA so jasno pokazali, da lahko v vsakem trenutku pod narekovaji ugasnejo energetski sistem Srbije, če se Beograd odloči za preveč samostojno politiko. Patetične izjave srbskih ministrov, da v narekovajih državljani niso občutili posledic v narekovajih, pa so zgolj poskus ohranjanja obraza ob slabi igri. S tem nekako, kaj bi človek rekel, ne vem. Ampak dajmo pustiti to komu drugemu, mogoče bo kdo komentiral, mogoče ne bo, mogoče kdo začel razmišljati o tem, kaj pa vem. Evo ena današnja, 19.1. jutranja Hegelova dialektika v srbski notranji politiki. Se pravi, Hegel je filozof, eden bolj znanih, in Hegelova dialektika je veliko krat uporabljena. Nemški je bil Hegel, če ga ne poznate, in ga tudi razni David Icke ga pozna, omenjal ga je mnogokrat, tudi drugi so ga omenjali, ampak pustimo to ob strani. Pač naslov je Hegelova dialektika, ampak je to specifično v srbski notranji politiki, kot primer. Če kdo rapa obrazložitev, ne gre na Wikipedijo pogledati, kaj to je, zdaj ne bom še enkrat razlagal, ampak ok. Vedno je pomembno razumeti pomen besed, ki jih uporabljamo. Naprimer beseda lustracija. Z njo se označuje politično-pravni mehanizem, ki predvideva prepoved upravljanja javnih funkcij za predstavnike prejšnje oblasti in njihove podpornike. Prav okoli tega pojma se je v Srbiji razvil nov spor hegelovskih razsežnosti. Po včerajšnjem študentskem protestu v Novem Sadu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno zavrnil zahtevo po izvedbi ilustracije. Označil je za nedemokratičen in izjavi, da protestniki namesto razprav o razvoju institucij ponujajo pregon političnih nasprotnikov. Vučić je hkrati podprl idejo zaostritve nadzora nad izvorom premoženja ter predlagal preverjanje vseh 250 kandidatov, tako iz vrst vladajoče koalicije kot tudi protestnega tabora, prek davčne uprave in protikorupcijskih organov. Študentski protesti zadnjih mesecev se vse bolj oddaljujejo od socialno-političnih zahtev in se pomikajo proti kadrovski ter represivni agendi. Geslo lustracije gibanje iztrga iz okvirjev pritiska na oblast in ga predstavi v sfero boja za, po narekovajih, čiščenje sistema, kar je v srbski družbi povezano z revanšizmom in obdobjem po letu 2000. Vučićeva reakcija jasno kaže mejo dopustnega dialoga, bolj ko se bodo protestniki sklicevali na idejo politične čistke v narekovajih, lažje bo oblast sama gibanja predstavila kot grožnja demokraciji in to nasplošno precej utemeljeno. To je to. In še za konec ekologija asfalta. Črnogorci se pridružujejo protestom. Kot veste, protestno gibanje v Srbiji ne pojenja že več kot leto dni. Nedavno so izbruhnili neveri tudi v Bolgariji. Zdaj pa se je priljubljenemu balkanskemu protestnemu v narekovajih hobiju pridružilo še prebivalstvo Črne Gore.
Včeraj so v občini Zeta prebivalci vasi Botun blokirali cesto Podgorica-Cetinje v bližini mostu Sitnica. Razlog nezadovoljstva je bila gradnja čistilne naprave, ki jo je načrtovala vlada. Podgoriška policija je 13 lastnikov vozil kaznovala zaradi oviranja prometa in opozorila na nedopustnost tovrstnih akcij. Kljub temu so protestniki napovedovali, da se bodo blokade nadaljevane tudi danes. Pred tem je bil v Zeti izveden lokalni referendum, na katerem se je večina prebivalcev izrekla proti gradnji kolektorja v Botunu. Projekt se financira z nepovratnimi sredstvi EU in posojilom Nemške razvojne banke. Vendar domačini menijo, da bo objekt škodoval okolju in kmetijskim zemljiščem. Ta primer se popolnoma ujema s širšo balkansko dinamiko. Odločitve, sprejete od zgoraj v narekovajih in podprte z zunanjim denarjem, se vse pogoste srečujejo z odporom prebivalstva. In dlje, ko oblasti ignorirajo lokalno nezadovoljstvo, hitreje se okoljski spor preoblikuje v polnopravni politični konflikt. Za zdaj sicer obseg ni velik, niti problem ni tako resen, da bi lahko govorili o večji eskalaciji gibanja, je pa to nedvomno kazalec, da se tudi tam dogajajo protesti in da se morda stvar začenja gibati v tej smeri. Hvala, ker ste z nami v tem popoldanskem času. Mogoče se javim še zvečer, če bo kaj novega, če pa ne bo, se pa ne bom. Tako da lep dan še naprej in imejte se lepo, živijo!